GZS, Zbornica poslovno-storitvenih dejavnosti, je v sodelovanju z GZS, Zbornico računovodskih servisov, 13. junija 2016 že drugič podelila mavrične pokale zdravja. Pred podelitvijo nagrad so udeleženci prisluhnili predavanju o stresu in tehnikah sproščanja ter uporabi prehranskih dopolnil v vsakdanjem življenju. Kako pride do stresa in kako lahko pomagamo, da ga odpravimo? Ja, zelo je pomembno se zavedati, da stres ni nekaj, kar se akutno dogaja, da dejansko je stres posledica kopičenja enih velikih stresnih dogodkov, ki se dogajajo skozi življenje in se reflektira skozi stresne hormone. Stresni so dejansko odnosi med ljudmi, ne samo v službi, nego v privatnem življenju. Služba kao sama nikoli ni stresna, samo odvisno v katerem okolju delamo. Kako pa odpravljamo? Čisto preprosto, da razlagamo, kaj nam ni narobe, da se lahko argumentiramo. Zelo je pomembno brainstorming, ker se ta psihološka klet v možganih, ki je kao posledica kopičenja dolgotrajnega stresa, prazni samo na račun komunikacije oziroma sproščanja misli, to, kar nas teži. Komu in zakaj so namenjena prehranska dopolnila in na kaj mora pri tem paziti uporabnik? Prehranska dopolnila so, tako kot že samo ime pove, namenjena dopolnjevanju prehrane. Pri tem je izhodišče, da vemo, kako se v resnici prehranjujemo, kaj v resnici uživamo, koliko, v kakšnih razmerih in kakšne potrebe imamo. Na podlagi tega lahko ugotovimo, če nam česa primanjkuje in če ne želimo ali ne moremo tega dopolniti za običajno prehrano, potem se lahko odločimo za prehranska dopolnila. Uporabnik mora paziti predvsem na to, kaj v resnici potrebuje, v kakšnih količinah in kako izbere izdelek, ki je za njega najustreznejši, se pravi, da mora v resnici paziti na to, kdo je njegov svetovalec. Z mavričnimi pokali zdravja nagrajujete primere dobre prakse podjetij pri promociji zdravja na delovnem mestu in jih predstavljate širši javnosti. Danes je ta podelitev potekala že drugič v letošnjem letu. Tokrat je prijav nekoliko manj. Izbrani sta bili 2 podjetji. Komisija ugotavlja, da gre pravzaprav pri vseh prijavljencih za zelo sistematičen pristop do promocije zdravja na delovnem mestu, da je vsem ta skrb za to, da jim zagotovi v osnovi dobro, kakovostno delovno mesto, od ergonomije naprej, primarna, in da posebno skrb posvečajo tudi odnosom med zaposlenimi. 4 vrste kriterijev imamo v osnovi pri določitvi ocen in s tem tudi zmagovalca, ki potem prejme prehodni pokal. In sicer v prvi vrsti je to, struktura ukrepov, ki jih posamezno podjetje predvideva, tudi glede na realne možnosti, ali gre to za mikro, malo, srednje podjetje. Drugo je sistematičnost pri pristopu, kako redno, koliko časa dejansko te ukrepe izvaja in ali skrbijo tudi za to, da dobijo povratne informacije. Potem je tretje je inovativnost, pa po drugi strani gre lahko tudi za zelo enostaven pristop pri pripravi pa izvedbi ukrepov. Četrta je pa promocijska vrednost posameznega primera dobre prakse podjetja za to, da ta primer razširimo v okolje, koliko pač lahko prispeva k nekemu dvigu splošne osveščenosti in motiviranosti. Mavrična pokala zdravja sta bila podeljena podjetjema First Murska Sobota in Registrator, ki je prejelo tudi veliki prihodnji mavrični pokal zdravja. Katere so tiste najpomembnejše aktivnosti, ki jih pri vas izvajate na področju zdravja na delovnem mestu? Zdaj, ena izmed pomembnih in vsakodnevnih je sigurno telovadba. In se pravi 5 do 10 minut si vzamejo punce čas, si vzamemo čas, da potelovadimo, da se razgibamo. In to se mi zdi ena izmed najbolj pomembnih, ker v bistvu tudi prvič je vsakodnevna in drugo je, da si vzamemo čas, da se tudi kaj zmenimo. Drugega, poleg v bistvu službe in se malo sprostimo, malo nasmejimo, tako da je vedno je nekako dobrodošla zadeva, kar se tiče telovadbe. Kaj pa recimo druženje med sodelavci na kakšen drug način, kot so team buildingi ali kaj podobnega? Tudi to, vsako leto organiziramo team building.
Vedno ima team building poleg neke strokovne tematike ali pa predavanja tudi potem ta mehki del predavanja. Se pravi, lansko leto smo imeli predvsem na tehnikah sproščanja in smo imeli tudi jogo vključeno. Letos pa bolj kot ne izlet v naravo, sprehod in pa nekako preživetje v divjini in kako se na ta način nekako sprostili v naravi in se družili v bistvu, prijetno s koristnim. Ena izmed posebnosti, ki ste jo navedli, je tudi spodbujanje hoje po stopnicah. Ste visoko v stavbi? Tako, idealni pogoji za hojo po stopnicah in sicer v 6. nadstropju, tako da to se mi zdi ena taka zanimiva stvar in tudi punce dejansko to izvajajo. Ste tudi družini prijazno podjetje, kako torej vaši zaposleni usklajujejo poklicno in družinsko življenje? Predvsem ta poklicno pa družinsko življenje, se pa tiče nas mladih mamic, ki kar težko usklajujemo oziroma si moramo pač prilagajati čas izven službe. Tako da tukaj imamo določene ukrepe, kot so časovni bonus, potem obdarovanje otrok za Dedka Mraza oziroma v času novoletnih praznikov. Tako da nekako to trudimo se, da bi pač to združili in da bi olajšali v bistvu zaposlenim ta stresna obdobja, ki so. Ste tudi prejemnica prehodnega pokala, Mavričnega pokala zdravja. Kaj zdaj to pomeni za naprej? Je vzpodbuda? Definitivno, ker nam je dalo neko potrditev, da delamo v pravo smer in tudi že imamo v mislih določene ukrepe, ki jih bomo še sprejeli tudi v prihodnje in jih bomo tudi izvajali. Zaposleni so v bistvu bili motivatorji tega. One pa v bistvu z vašo pomočjo, z gospodarsko zbornico, pa s temi plakati, zloženkami, v bistvu so oni motivatorji. One spodbujajo v bistvu nas, da vpeljemo to, pa da to vodimo. Kako ste vi oblikovali vaš načrt za promocijo zdravja na delovnem mestu? Ja, ko je prišel ven ta zakon, smo najprej naredili naš načrt. Oblikovali smo ga na podlagi enega anketnega vprašalnika, da smo videli, na katere segmente bomo zajeli in na tem potem tudi delali. Katera so tista področja, ki so pri vas z tega vidika najbolje pokrita? Ja, najbolj pokrito mislim, da je samo, kako bi naj rekla, te ergonomski pogoji za delo, kar se tiče teh pisalnih miz, računalnikov, vse to, kar namreč delamo, več ur sedimo, da se potem dobro počutimo. Potem tudi glede prehrane, gibanja in potem seveda v odnosih. To ste še posebej poudarili, kako skrbite za te odnose? Kot sem rekla, imamo predvsem odprto komunikacijo, eden drugemu tudi zaupamo, se tudi vmes pošalimo in je res takoj v bistvu zdaj že tako poznamo eden drugega, da vidimo, ko je kaj narobe ali kaj ima kateri težave in skušamo pomagati. Tako da si res stojimo v dobrem pa slabem in zato nam tudi to dosti pomeni. Kako pa so zaposleni sprejeli vaš program? Ja, so ga sprejeli, tako tudi delamo na tem, vendar je še kar marsikaj za narediti.